Servus, folk. Evo, klasičen štajerski pozdrav na začetku. Vsaj nekaj od mene, ker glasu ni nekaj, ker sem na slabem glasu in bomo zgurali. Moramo zgurati, zakaj? Svetovno prvenstvo je pred vrati, sobota se bliža, 13:30 Slovenija, Venezuela. Takrat gre za res, pozabijo se vse pripravljene tekme, vse težave, vse poškodbe. Maš kaj imaš, s tem moraš delati. Tako je, ni drugega, ni izgovorov. Bum, bomba. Jaz sem zdaj malo v tej euforiji svetovnega prvenstva, čeprav roko na srce stavnice nam ne kažejo najbolje, realno stanje nam ne kaže najbolje, ampak vsi smo iz krvi in mesa, vsi želimo tekmovati. Luka Dončić poudarja, da gremo na zlato, ker vedno želi zmagati. Jaz bom pa malo umiril žogico, pa probal predstaviti malo bolj realne zadeve, pa kakšne so pričakovanja in se verjamem, da se bomo tukaj našli, da se bomo strinjali, no, bomo šli čez to. V glavnem, če ste tukaj vnovič oziroma celo prvič, lepo vabljeni, da se pridružite. Zakaj? Ker bomo podobne delali analize tudi čez samo prvenstvo, koliko bo čas dopuščal. Tekme so ob zelo nerodni uri, ampak se bomo potrudili biti hitri. Včasih bomo mi v službi, vi v službi. Težko se bomo jeli, ampak se bomo. Zato kakšni highlightsi bodo prišli, analize, kot sem omenil, pa mogoče še kakšne zanimivosti v ozadju. Zato se splača, da se naročite na moj kanal. No. Hvaležen vam bom in cenil bom. Hvala. Slovenci so v Okinavi, se že adaptirajo na tamkajšnje razmere, časovno razliko, vse ostalo. Verjamem, da vsi že nestrpno čakajo, kako in kaj. Zadnje pripravljalne tekme so se končale, tudi tega se bomo dotaknili, ampak gremo lepo po vrsti. Zdaj o favoritih mislim, da ne rabimo nekaj preveč izgubljati časa, pa vendarle je zanimivo. Zdaj takoj stavnice z prve, Američani so glavni favoriti. Pa ni zdaj to neko presenečenje, oni so praktično vedno. Ampak ne bo šlo po mojem mnenju tako lahko. O tem priča zadnja pripravljalna tekma Nemčije in Američanov. Nemci so zelo v dobri formi pred začetkom. Težave so delali že Kanačanom, mislim, da so jih enkrat celo premagali, drugič pa izgubili po podaljšku. Zdaj, imeli so pa tudi prijateljsko srečanje z Američani, torej Nemci. Vodili so praktično celotno srečanje, mislim, da vmes celo 14 točk, pa so zadnje 4 minute enostavno nehali igrati, kot da so se zavedali, Američani lahko padejo. Dennis Schröder in kompanija so se kar malo ustrašili in na koncu je zmagala reprezentanca Američanov, ampak resnično ni šlo tako gladko, daleč od tega. Tako da favoriti glavni bi znali imeti težave, tukaj ni dileme. Ne smemo pozabiti na Kanado, Avstralijo in pa večno močno Francijo. Tudi Španci kot aktualni evropski prvaki, jaz mislim, da so tukaj lahko zelo močni. Srbov jaz ne bom nikoli odpisal, ker imajo takšen bazen, da čeprav nimajo in zves od Jokića dalje, Mičića in tako naprej. Močni so. Kaj pa mi, Slovenija? Dajmo si naliti čistega vina. Igralci več niso tako mladi, kot so bili za časa EP 2017. Manjkajta nam Dragić, Čančar, Murić. To je treba v zakup vzeti samo iz lanskega EP, so to 2 oziroma 3 iz začetne peterke. Poškodbe so naredile svoje, ostali še niso v neki formi in zdaj realno. Iz skupine moramo, to sem že v prejšnjem podcastu povedal, to moramo gaziti, ni vprašanja. Pike prenesemo naprej, zelo je pomembno torej, da zmagamo vsako. Gruzija, Zelenoortski otoki in pa Venezuela morajo past. Kaj pa pol? Bolj pa pademo na skupino, križamo se z skupino Japonske, Finske, Nemčije, Avstralije. 2 gresta tu naprej, če se ne motim. Vseeno, v vsakem primeru Nemčijo in pa Avstralijo moramo tu takoj pogledati, ki sem jih ravno prej omenil kot favorite prvenstva. Če tu koga preskočimo, gremo tu mimo, med prvih 8, Alana Vera. Imamo Luko Dončića, ki se na dober dan se mu lahko otrga. Vključeval je v redu svoje soigralce na prijateljnih tekmah. Jaz bi želel, da jih še več, da ima na koncu dneva 20 asistenc, pa smo vsi zadovoljni, pa naj ima Luka 5 pik, če je treba, tako bo imel 30. Ampak samo, da bo
igra tekla, da ne bo preveč se zanašal na igro 1-1, pa vemo, da je tam superiorn, ampak vendarle potrebno bo kaj več kot Luka Dončić za zmago. Najprej pa obramba. Smo ravno pri obrambi, Japonska je vmes padla, 68 pik nam je dala, nič več. Ampak spet, Japonska, drugi standardi, nismo mi v tej kategoriji, premagali smo jih za, mislim, da 35 točk. Ni to realen pokazatelj, všeč mi pa je, da smo jih premagali na takšen način, kot smo. Določene vredo poteze so se pojavile, so se izkazale. Tako da lahko gradimo, jaz mislim, da je to bilo potrebno za samozavest naše reprezentance. Gremo malo lažje na prvenstvo. Zdaj naši poudarjajo, da se je lepo končno pač biti na Japonskem, no? Da vsi so čakali, to delali, so to trenirali, valjda zdaj so tam. In pa Sekulič omenja, da še preizkušajo nekaj novosti, seveda nismo želeli že vsega na začetku pokazati. Na treningih pilejo zadnje podrobnosti, pač da se jih uporabi pozneje na tekmah, ne. To bi bilo dobrodošlo, da še mogoče kje lahko presenetimo. Ker ja, kot sem že prej omenil, fajn bi bilo, da se odpre luki, koliko se da, pripravlja se odlično in pa da ima v ozadju oziroma v zaledju še kakšnega, ki lahko potegne voz zraven njega. Ne, vemo, letos bo Luka prvič kapetan izbrane vrste, prevzel krmilo od Eda Murića in tudi to je nek nov izziv za njega. Zdaj upam, da bo ekipa potegnila z njim, ne, da se sestavi neka celota. Zdaj razpored, malo prej sem že omenjal, da bo zelo težko jeti kakšno tekmo, ker je sila neugodna ura. Po slovenskem času Slovenija igra v prvem delu vse tekme ob 13:30. Na Štajerskem rekli, ja, jebi ga sada, ne, pardon izrazu, ampak res. Zdaj, če si v dopoldanski smeni, ja, težka bo, zdaj, če si v popoldanski smeni, spet bo težka. Ali dobro, pogledali si boste lahko tekme na dveh slovenskih ponudnikih, Šport TV in Sport Klub, hvala za brezplačno reklamo, se reče, ne, ampak okej. V glavnem, tako da če kdorkoli nima Sport Kluba, Šport TV, koliko vem, imate vsi. Tako da tu zdaj ne bo izgovorov, to je ena malo boljša novica, ki jo lahko pač zdaj delimo že, ker je že uradno, ne. V glavnem začnemo to soboto 26. proti Venezueli. Nadaljujemo v ponedeljek proti Gruziji in pa zaključimo v sredo proti Zelenorskim otokom. Ponavljam, vse tekme so ob 13:30 po slovenskem času. Tako pač je, ne, to je pač ta razlika, ne. Zdaj mislim, da se bojo ure krepko spremenile, ko se potem križamo v naslednji skupini, ampak do takrat je še daleč in pa ni še točno znano, kako pa kaj. Neki indikatorji pa govorijo, da bi lahko bilo to zgodaj zjutraj, če se ne motim. Vse od 4. ure do 10. Ampak do tega še pridemo. Zdaj ne gre prezreti še ene sila pomembne zadeve, v bistvu se bodo delile tudi vstopnice za Pariz, torej za olimpijske igre, ne. Sila pomembna zadeva, zdaj če lahko Slovenci do tja sežemo, je drugo vprašanje, tu so še vedno od zadaj tile kvalifikacijski turniri, ampak zakaj si ne bi zagotovili takoj z prve, ne? To vedno vsi želimo. Zdaj neposredno vrstitev si bo zraven gostiteljice Francije zagotovilo še 7 reprezentanc, ne. Zdaj glede na končno lestvico se to gre, prvenstva torej, in pa kdo se potem uvrsti, se pravi 2 reprezentanci iz Amerike, Evrope ter ena iz Afrike, Azije in Oceanije. Takšen je to razpored. Ponavljamo, 2 iz Amerike, 2 iz Evrope, ena iz Afrike, Azije in Oceanije. Tako da 7, ne. Zdaj, če je Francija tu vmes, absolutno potem 3, ne, ker kot gostiteljica že ima svojo mesto zagotovljeno, ne. Preostale 4 reprezentance bosta dala 2 kroga olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev, v drugem bo igralo 24 reprezentanc. Ja, v glavnem, ja, malo je še to komplicirano, no, v glavnem, očitno bo 24 reprezentanc še kandidiralo za nastop na OI, kakorkoli, to je že pol malo daleč. Kako se vi veselite oziroma čakate samega prvenstva? Spodaj v komentarju lahko malo zapišete svoje misli, svoje pričakovanja, dosti tega smo že razpredli v prejšnjih podcastih, ampak vendarle, no, če imate kakšno novo idejo, kakšen nov pogled, videnje, zelo dobrodošlo.
Tako, hvala še enkrat, da me spremljate. Gregor sem bil z vami z Greg Horta. Kolikor se bo dalo, se bom potrudil, da spremljamo na mojih različnih kanalih svetovno prvenstvo, ali kot kakšen highlightsi, ali kot analiza. Zdaj glede highlightsov, tukaj so zelo zahtevni pri FIBI. Mislim, da dobesedno ne bo šlo, bomo probali, ampak se vseeno. Kot analiza pa vsekakor se bom javil. Pa potem tudi na Facebooku, Twitterju, od kjer me pač lahko najdete. No. Do naslednjič, probam popraviti še glas. Hvala, da ste z mano, naročite se, če ste tukaj novi. Cenim, pa še kako cenim. Lepo zdrav!